Poroka pri 12 je pri nas lahko samo del otroške igre. Za milijone deklic po svetu, ki so v poroko prisiljene, pa je to še kako resnična izkušnja. Na Norveškem so želeli opozoriti na to, da gre pri tem za kršenje otrokovih pravic, zato so v soboto priredili navidezno poroko med 12-letno Tejo in 37-letnim Geirom. Velkommen til Geir og Thea, som her i dag for å inngå ekteskap. Navidezno poroko med 12-letno Tejo in 37-letnikom, ki so jo z glasnimi kriki prekinili protestniki, je v opozorilo organizirala britanska dobrodelna organizacija Plan International. Det är viktigt för att jag vill visa fler hur illa det är med barnäktenskap. Teja je že pred navidezno poroko na svojem blogu opisovala, kako bo naličena in kakšno pričesko bo imela na poroki. Opisovala pa je tudi neprijetne občutke, naprimer, da se ji sanje, da bi postala veterinarka, ne bodo nikoli uresničile. Ko se bo poročila, bo namreč nehala hoditi v šolo. Blog je v nekaj dneh postal najbolj bran na Norveškem. Teja je danes spet običajna 12-letna Norvežanka. Poroka se v resnici ni zgodila, se je poročanje mlajših od 16 let v njeni državi, tako kot v večini drugih evropskih držav, prepovedano. Organizatorji te poroke pa opozarjajo, da na tisoče deklic po svetu nima take sreče. Na svetu je poročenih 14 milijonov deklic, ki še nimajo 18 let. V nekaterih državah, naprimer v Indiji, Afganistanu, Jemnu in Etiopiji, je to namreč nekaj povsem običajnega. Tako mlade deklice se poročijo, da starši dobijo denar in ker so prepričane, da to ni nič slabega. A predstavniki omenjene organizacije opozarjajo, da so deklice pogosto žrtve duševnega in telesnega nasilja in da največkrat zanosijo zelo zgodaj, kar številnim povzroča čustvene in zdravstvene težave. Zato se bodo zavzemali, da porok, kot bi lahko bila Tejina, ne bi bilo.